Določeni avtomobili vzbudijo ogromno pozornosti, nekateri pa prav nič. Eden takšnih, manj opaznih, je recimo takšen Renault. Marsikoga spomni na stari model Safran in v Mehiki se celo res tako imenuje. Drugod pa ga bomo poznali kot Latitude. In ker je bila moja prva asociacija ob imenu Latitude potovanje, sem se odpravil točno 1000 km daljini Berlin, ki je bil nekoč tisti pravi menik med vzhodom in zahodom. Sploh s tem zidom. Ampak gremo lepo po vrsti. Zdaj sem že globoko v Nemčiji, še kakšne 3 urice poti me čaka, doslej pa je šlo vse skupaj kot po maslu. Kako tudi ne bi, saj je ves čas poti avtocesta. No, le v naši ljubi Sloveniji se sedel poti vozil po gradbišču. Že nekaj časa nazaj so me Srbi hecali, da se iz Berlina do Beograda ves čas voziš po avtocesti, le če Slovenijo moraš spustiti nogo z gasa, ker pač ni povsod avtocesta. Hvala, politiki. Avstrijci imajo tako kot mi vinjete, vendar tam velja 10 dni in stane le 7,9 evra. Je pa potrebno plačati še tunela, 9,5 evra v eno smer, kar je poleg 6,5 evra za karavanke edini strošek na poti. Nemci so dovolj bogati, da imajo avtoceste zastonj in dovolj razumni, da na njih na določenih odsekih ni omejitev. In tako lahko povsem legalno preizkusim, če gre tale Latitude res 235 km/h. Ne gre, ker je preveč gužve. No, na teh cestah res vidite, zakaj so si ga zamislili pri Renaultu. Čeprav ga sestavljajo na Daljnem vzhodu v Južni Koreji, je narejen čisto po evropskih standardih. Tam se sicer imenuje Renault Samsung SM5, ker je Renault lastnik avtomobilskega dela Samsunga. Dolg je 4,9 metra in sloni na isti platformi kot nova Laguna. S svojimi merami pa je najdaljši v svojem razredu, tako da ponuja kar veliko prostora v kabini. Le prtljažnik je klasično limuzinsko uporaben samo za torbe, kjer je tako nizek. Bivanje v tem velikem Renaultu je nadvse prijetno, me pa zelo moti ena stvar – končna obdelava. Tale trda plastika namreč včasih tako grozno škripa, da me je kar strah, kaj bo čez 100.000 km. Res se mi zdi škoda, da proizvajalci tlačijo avtomobile takšno ceneno tanko plastiko, ker baje lepo izgleda. Mene bi kot lastnika veliko bolj veselilo, če bi bila morda malo grša na izgled in bi bilo vse lepo tiho. Razen radio, ki ima odlično ozvočenje, kar se vidi tudi po konkretnem ojačevalniku v prtljažniku. Seveda pri tem paketu opreme Inicial dobite čisto vse, kar vidite. Izberete si lahko samo še kombinacije barv in strešno okno. Vse to nanese ceno 39.900 evrov, kar je pravzaprav precej malo glede na res veliko opreme, tudi masažo sedeža ima in precej zmogljiv motor. Žene ga namreč 3-litrski dizelski V6 177 kW, kar je 240 konjev. Menjalnik je serijsko samodejni s 6 stopnjami in prav lepo deluje. Veliko lepše kot pri Laguni z 2-litrskim dizlom. Škoda, da nima še kakšnih sodobnih varnostnih dodatkov, kot so opozorila na vozila v mrtvem kotu ali nenamerno menjavo pasu, da bi bil Latitude bolj v koraku s časom. No, pa sem na cilju. Tovarna obljublja poprečno porabo 7,2 litra na 100 km, menim pa je porabil okroglih 7 litrov. Ker tank z gorivo meri 70 litrov, bi na cilj skoraj prišel z enim polnim tankom. In prva stvar, ki sem jo moral urediti, da sem sploh lahko pripeljal do hotela v centru, tale emisijski certifikat sem si moral pridobiti v enem od pooblaščenih servisov. Stal pa je dobrih 5 evrov. S tem želijo v centru mesta zmanjšati promet in povečati uporabo javnih prevoznih sredstev. No, Zoran, so že padle kakšne zanimive ideje? Sicer pa je Berlin zelo zanimivo mesto. Mešanje evropskega vzhoda in zahoda je že zelo spremenilo podobo samega mesta. Tako kot je vzhodni Latitude spremenil svojo podobo za zahodne trge. In če gledamo v njegovem jeziku, Berlin je le dobrih 6 stopinj bolj severno od Ljubljane. Govorim seveda o zemljepisni širini, kar tudi pomeni Latitude. A ne?